udeležencev, trenutno nas je 91, tako da mislim, da smo večinsko prisotni, sproti pa se nam bo seveda še kdo pridružil in je zelo dobrodošel oziroma dobrodošla. Spoštovana evropska poslanka, gospa Irena Joveva, spoštovani učitelji in učiteljice in draga dijakinje in dijaki, po 2-tedenskem premoru ponovno lepo pozdravljeni, tokrat na že 5. razpravi z evropskimi poslanci Če bi jaz odločal, na katerih se dijakinje in dijaki postavite v vlogo odločevalcev in predstavite poslancem svoje predloge ukrepov. Kot zmeraj, na žalost, začenjamo s tehničnim obvestilom, in sicer, da se pogovor tako kot zmeraj snema in da vas kljub temu prosim, da pustite kamere prižgane, zato da lažje poteka komunikacija, da vemo, s kom se pogovarjamo. Saj veste, da v živo se vidimo malo in čutimo energijo skupine, vidimo tisto skupinsko dinamiko, takole preko ekranov je to malo težje in je zelo neugodno govoriti v prazen ekran in še posebej, kadar imamo goste, danes je z nami evropska poslanka, je tudi zelo zaželeno in bi rekla nekako kulturno, da se vidimo. V vsakem primeru bi vas prosila, da ko predstavljate predloge, da si kamere prižgete. Tako da to je naše tehnično obvestilo, ki je postalo en standardni uvod in lahko začnemo z današnjo razpravo. Danes bomo naredili en uvod v temo, ki bomo priča, mislim, da kar čez vikend in potem naslednji cel teden, in to je enakost spolov. Veste namreč, da v ponedeljek nekako tradicionalno obeležujemo dan žena, ko odpiramo tematike pravic ženske, enakopravnosti spolov, enakosti spolov in tudi mi smo danes z to razpravo želeli narediti že en uvod v to temo, ki jo bomo, mislim, da bolj podrobno obravnavali tudi vsi skupaj prihodnji teden. Z nami je tokrat evropska poslanka, gospa Irena Joveva. Irena, najlepša hvala za sodelovanje, z njo smo veseli, da ste danes z nami in da ravno z vami odpiramo to temo. In kot vsakič do sedaj bomo začeli z enim uvodnim moderiranim pogovorom, s katerim bomo midve naredili uvod v današnjo temo, nato pa nadaljujemo z tistim našim bistvenim osrednjim delom in to so predlogi dijakov. Tako da prebijeva led in sicer začneva na vašem področju, na evropskem področju, tako da me zanima, kako si Evropska unija prizadeva za enakopravnost spolov, kaj mora še postoriti na tem področju, kaj so tista ključne problemska področja, ki jih mora nasloviti. Ja, najprej en lep pozdrav vsem prisotnim, tudi še z moje strani. Ta teden je bil, tako kot je Andrej že v bistvu razložil, kaj in kako je bil kar naporen. Petek je že, ampak jaz se v bistvu tega dogodka danes veselim, ker verjamem, da bo balzam, glede na vse, kar smo imeli in danes zjutraj in vse še prejšnje dneve. Tako da res sem zelo vesela in hvala seveda za vabilo in predvsem za to tematiko. Kar se tiče vprašanj, prvih dveh, v bistvu je tako, da si seveda Evropska unija že od nekdaj prizadeva za enakopravnost oziroma za enak položaj in moških in žensk. In je ta del vključen v praktično čisto vse evropske politike. To se odraža v bistvu predvsem v teh socialnih politikah evropskih. Tako da to je eno od prioritetnih vprašanj, zato ker pač seveda posledice neenakosti vplivajo na vse segmente življenja, tako ali drugače, in tudi potem samega odločevalskega procesa. Evropska unija se po mojem mnenju tega zaveda in to vprašanje se postavlja visoko na agendo, ampak to ne pomeni, da smo na cilju oziroma da smo na koncu poti ali pa da še ni veliko stvari in izzivov, ki nas čaka na tem področju. To je konec koncev čisto jasno razvidno iz raznih raziskav in statistik, dostopnih podatkov, skratka, še vedno te razlike obstajajo. Jaz mislim, da je ključni razlog za to, da so ključni razlog za to stereotipi, ki po roko na srce ne delajo usluge nikomur, niti moškim, niti ženskam, zato ker spole postavljajo v neke igrane vloge in po mojem tudi marsikoga potem ponižujejo s tem, če ne še kaj hujšega. In že to, da imamo mi recimo na evropski ravni Evropski inštitut za enakost spolov, ki si prizadeva za uveljavitev enakosti spolov, praktično pove vse glede tega,
kje smo in kje nismo kot družba, nažalost. Tako da cilj te enakosti, ne glede na to, da obstaja in da je velik in prioriteten, nažalost ta cilj pač še ni dosežen, tudi na evropski ravni ne, je pa seveda čisto prav, da se za to obstajajo prizadevanja in da se utrjuje to načelo. Ne moram pa tudi reči in biti čist kritična in reči, da čisto nič ne dela Evropska unija na tem področju. Recimo ravno včeraj, če smo čisto aktualni, pa bom s tem končala, je komisija predstavila ukrepe za zagotovitev enakega plačila za enako delo kot odziv na pandemijo, zato ker pač vemo, da so zdaj ženske nekako nosile večji delež bremena, ne, tudi zaradi poklicev, ki so bili precej bolj izpostavljeni, od zdravstva do trgovin, frizerstva in tako naprej. Tako da, ja, pač želimo se boriti proti plačni diskriminaciji, doseči to temeljno načelo enakega plačila za enako delo in v bistvu je ta predlog komisije še en zelo dobrodošel del v tej sestavljanki te odprave razlik. In jaz verjamem, da ste tudi vi tekom svojega dela ugotovili, da je manevrskega prostora še res ogromno za izboljšave. Ja, res je, hvala Irena. In tudi dijaki so to ugotovili, ker so kar nekaj tega, kar ste zdaj povedali, v bistvu izpostavili v svojih predlogih, ki jih bomo potem slišali. In bi se navezala na to, kar ste zdaj rekli, na to, da so ženske v bistvu v času koronavirusa, ne da smo nosile in še nosimo večji del bremena na tem področju in nesorazmerna porazdelitev dela doma, ne, z vsemi statistikami glede povečanja števila nasilja, prav tako zaradi izpostavljenih dejavnosti. In če bi mogoče kakšno besedo več o tem rekli, kje v bistvu vidite ali pa kako vidite vpliv pandemije novega koronavirusa na tem področju, kakšen vpliv je imel na enakost in enakopravnost žensk? Jaz bom mogoče v prvih parih sekundah odmislila koronavirus, zato ker želim, da se vam ta podatek usede v misel, če ga slučajno še niste zaznali, čeprav mogoče ste ga tudi že. Ampak dejstvo je, da čist nobena evropska država še ni izpolnila ciljev začrtanih četrt stoletja nazaj v Pekinški deklaraciji. To se mi zdi pomembno izpostaviti. V večini so v bistvu daleč pod zastavljenimi cilji te deklaracije. Zdaj, če grem na pandemijo, ja, nažalost je vse več dokazov, hočemo nočemo, da je pandemija ob vseh socialnih in ekonomskih učinkih povzročila še večjo neenakost med spoloma, ker ja, v prvih bojnih linijah so, ali pa smo, ampak bom raje rekla, so bile ženske, tako kot sem rekla, zdravstvo, nega, oskrba, storitvene dejavnosti, trgovina, ne vem, tekstilna trgovina, strežba in tako naprej. In zagotovo je bilo tudi veliko žensk, ki se je odločilo tudi prekiniti delo in ostati doma zaradi, kot ste že povedali, skrbi za otroke in gospodinjstva kot takega. Da ne omenjam vseh, ki potem seveda so kombinirali ali pa kombiniramo delo nadaljavo in izobraževanje otrok, ki so ostali doma, ne, zaradi zaprtja šol. Jaz mislim, da so te številke v bistvu zaskrbljujoče. Ta povečana razlika še bolj zaskrbljujoča je po mojem mnenju porast nasilja na podlagi spola, ker so situacijo zagotovo poslabšale tudi te omejitve gibanja, zaradi katerih so potem žrtve nekako še težje poklicale na pomoč. Poleg tega je zaradi več spleta oziroma večje uporabe spleta se je tudi tam povečalo nasilje, spletno nasilje na podlagi spola, spletne spolne zlorabe otrok, še posebej deklic. In jaz mislim, da vse to resno ogroža desetletja teh vseh prizadevanj in dela in napredka, ki smo mu bili priča. Čeprav je bil majhen, ampak bil pa je. Ja, se strinjam, da nas postavlja nekaj korakov nazaj, nažalost. In še v bistvu še zadnje vprašanje, preden gremo z razpravo naprej. Irena, vi ste političarka in ste ženska. In kako iz političnih, se pravi, in osebnih izkušenj ocenjujete stanje glede enakopravnosti in enakosti v Sloveniji? Kje v Sloveniji vidite največje težave na tem področju? Ja, zdaj v Sloveniji, pa tudi na splošno v teh državah, predvsem Evropske unije, prevladuje mnenje, da je recimo v Sloveniji za enake možnosti poskrbljeno, ampak
temu po mojem mnenju ni tako, ne? Zato ker nismo rešili zdaj vsega, če imamo v zakonu ali pa v ustavi upisano to enakopravnost, da imamo dopust ob rojstvu otroka oziroma porodniško, da imamo enake kriterije za napredovanje in tako naprej. Skratka, s tem se še nič ne reši, ker papir prenese vse. Jaz mislim, da v praksi je še ogromno prostora, nažalost, za napredek, čeprav bi morali biti že zdavni tam kot družba, ampak nismo tudi v Sloveniji, ne. Če grem zdaj na politiko, politik, ki velja, da je to moški svet, meni gre to zelo na živce, moram reči, ker jaz se nisem odločila za vstop v politiko na podlagi tega, je to moški svet, je to ženski svet ali ne vem kakšen svet. In me zelo moti, no, ta obravnava, tudi podcenjevalna ali pa pokroviteljska, če hočete. Jaz to opažam čist na svoji koži. Tudi vedno karikiram pa rečem, da v bistvu se moram samo še na blond pobarvati in bom super popolna za vse, ki se ukvarjajo v bistvu ne z mojimi rezultati in z mojim delom, ampak predvsem s tem, kako izgledam, pa kako sem oblečena in tako naprej. In to jaz mislim, da dejansko tega ne bi bilo toliko, če bi jaz bila moški in ne ženska. Tako da to se kar pozna, nažalost. Ampak jaz se s tem ne obremenjujem, no. In upam, da se tudi vi ne boste nikoli obremenjevali s tem, ne glede na to, v kakšen poklic boste šli, bo to politika, bo karkoli drugega, ne se s tem obremenjati, ker je dosti drugih ljudi, ki se s tem obremenjujejo namesto vas. Tako da ja, jaz mislim, da je tukaj ključno, kar mora biti osveščanje tako moških kot žensk, da sicer imamo sistem enakosti, nimamo pa enakih možnosti, še vedno ne. Ja, jaz mislim, da ravno zaradi tega, kar ste zdaj povedali, kje so še te predlogi za izboljšave, mislim, da smo tam, da slišimo, kaj menijo naše dijake in dijakinje, kaj bi oni spremenili, če bi bili odločevalci, kje vidijo tiste priložnosti za izboljšanje in tudi posledično ali pa oziroma predtem nekje vidijo največje probleme. Skoraj 30 šol danes sodeluje v našem pogovoru, 10 jih bo tokrat predstavilo svoje predloge, načeloma tradicionalno jih predstavlja 9, tokrat smo prejeli še eno prošnjo, da bi še ena šola rada sodelovala pri predstavitvi in smo jo seveda sprejeli, tako da imamo danes 10 predstavitev. Jaz sem vas spet razdelila v 3 sklope, tako kot vedno. Tokrat boste v enem sklopu 4 šole, potem pa v ostalih 2 pa 3, tako kot do sedaj. Tudi tokrat ste pripravili raznolike predloge, kar precej jih je na področju zagotavljanja enakih možnosti, na področju zaposlovanja in dela. Dotaknili ste se tudi družbenih vlog, dela doma, nasilja v družini in mislim, da bo zelo zanimivo slišati, kaj ste pripravili. Naredimo, se pravi, 3 sklope, po vsakem sklopu damo evropski poslanki 5 minut za komentar, 3-krat to torej ponovimo in na koncu, če ostane čas, izvedemo še en Q&A, torej eno serijo vprašanj. Vsekakor pa lahko že vmes vaše vprašanja in komentarje napišete tudi v chat, če želite. Poteka po postopku, da vas torej jaz pokličem k besedi, katera šola je na vrsti, vi se predstavite, kdo ste in predstavite vaše predloge, potem pa si prosim izklopite mikrofon. Če imate kakšno repliko na poslankin komentar, lahko napišete v komentar, da imate repliko, lahko že repliko tja zapišete, v vsakem primeru pa, če jo imate, vam lahko dam potem besedo. Ena replika na šolo smo rekli, da nam še znese, tako da se izvolite vmes tudi javiti k sodelovanju. Nič in gremo potem na naš prvi sklop. Tokrat sem kar v prvi sklop dala tele 4 šole, torej malo večji sklop, ker so tudi predlogi nekak časih v isti smeri ali pa se na podobno zadevo nanašajo, pa bo potem lažje za komentar, če bomo lahko v bistvu naredili en skupen komentar. In zato bi k prvi predstavitvi povabila Gimnazijo Kranj, da otvori današnjo razpravo. Izvolite. Pozdravljeni. Sem Ajda Pogačnik in danes vam bom predstavila, kaj smo mi razmišljali na to temo.
Ključno za uveljavitev enakopravnosti spolov je izobraževanje in poklicna pot posameznika. Izobraževalni sistemi, mediji in podjetja imajo moč, da dekletom predstavijo poklice, ki pomenijo višje plačilo in ugled v družbi. S tem pa bi ženske lažje dosegle enakopravnost z moškimi. Realnost je, da se večina deklet odloča za poklice, ki so povezani z nego otrok in starejših, storitvenimi dejavnostmi, računovodstvom in podobno. Veliko manj pa je zanimanja za tehnične in naravoslovne študije. Vztrajamo, da bi vse članice Evropske unije morale sprejeti enotni sistem pomoči zaposlenim materam. Ciljamo na 12-mesečni porodniški dopust, javno mrežo vrtcev, ohranjanje delovnega mesta, ki ga je imela ženska pred porodniškim dopustom, kaznovanje delodajalcev, ki diskriminirajo zaposlene matere tako pri napredovanju kot pri plačilu. Predlagamo tudi, da se ohranijo kvote v evropskih in nacionalnih institucijah, naprimer v parlamentu, agencijah, sodiščih in ministrstvih. Da bi bil sistem pravičen do obeh spolov, bi se vstop žensk v politično življenje spodbujalo s štipendiranjem deklet oziroma bi se jim omogočilo pripravništvo. Zaposlitev pa bi dobile glede na sposobnosti in rezultate svojega dela. Evropski parlament bi moral skupaj z Evropsko komisijo sprejeti direktivo, da vse članice Evropske unije v svoje zakonodaje implementirajo Carigrajsko konvencijo oziroma konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima. Najlepša hvala, Ajda, za vaše predloge. Mi pa gremo naprej na srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče. Izvolite, predstaviti vaš predlog. Pozdravljeni, hvala za besedo. Sem Alen Iršič in prihajam iz srednje poklicne strokovne šole Zreče. Torej, moški in ženske živimo na istem planetu, komuniciramo, se dopolnjujemo. Še vedno pa obstajajo stereotipi, ki so zelo zakoreninjeni v miselnosti ljudi o večvrednosti moških. V našem času temu ni več tako, ker so ženske enako sposobne. Po statističnih podatkih je Evropska unija ugotovila, da je več kot polovica prebivalcev prepričana, da je neenakost med spoloma resen problem. Poleg tega je navedeno tudi nasilje nad ženskami in izkoriščanje. Problem vidimo tudi v plačni neenakosti oziroma v neenakosti plačil med ženskami in moškimi. Moški ponavadi prejmejo višje plačila, kakor ženske, za opravljanje istega dela. Če bi mi odločali, bi uzakonili, da plača ne sme biti pogojena na spol. Plača bi morala biti le vsota denarja, ki je posameznik dobi ob opravljanju specifičnega dela. Tako plača mora biti nevtralna in nikoli vezana na spol. Lahko bi tudi preprosto zvišali plače ženskam na enako vsoto, kot jo dobivajo moški za opravljanje istega dela. Če bi mi odločali, bi tudi spodbudili ženske, da se močneje pogajajo za svoje plače, saj ne glede na raziskave se ženske manj oziroma se sploh ne pogajajo glede svoje plače, medtem ko so moški pogosteje oziroma vedno. Rešitev problema o neenakopravnosti žensk in moških sploh bi plačilo, a vendar tudi na delovno mesto bi bila ta, da bi se ustanovil urad. Urad, ki bi s pooblastili preverjal podjetja. Ženske, ki bi bile prepričane, da se jim godi krivica, bi lahko na ta urad poslale anonimno prijavo podjetja. Urad pa bi na to preprosto preveril, če so ženske za svoje delo plačajo enako kot moški, pa tudi, če so jim zadoščene pravice na delovnem mestu. Na tem uradu bi bil tudi pogoj, da dela enako število žensk in moških. Ko bi preverjali podjetje, če deluje po pravilih in zakonih, bi to izvali ločeno. Enkrat bi bila kontrola strani žensk in drugič strani moških in tretjič skupaj. Tako bi se lahko ugotovilo objektivno, če poteka vse v skladu s pravili. Čez čas bi se koncept tako prijel, da bi neenakopravnost na delovnem mestu začela počasi izginjati. Hvala. Hvala lepa, Alen, in hvala tudi dijakom in dijakinjam, ki so poleg predloga pripravili tudi video. Glede na to, da imamo danes 10 predstavitev videa, zdaj ne bomo pogledali, ga pa bomo skupaj tudi z ostalimi predlogi poslali evropski poslanki, tako da se ga bo lahko ogledala. Tako da hvala lepa, Alen in ekipa.
K naslednji predstavitvi pa vabim Srednjo ekonomsko in poslovno šolo Koper. Izvolite. Torej, dober dan tudi z naše strani. Sem Nejla Kanurič in vam bom predstavila predloge, ki smo jih napisali za današnje srečanje. Torej, prehod iz 19. v 20. stoletje je na področju gibanja za žensko enakopravnost prinesel velike spremembe. Dan žena, mednarodni dan žensk po svetu praznujemo že vse od začetka 20. stoletja. Pobudo za praznovanje mednarodnega dneva žena so dale ameriške socialistke in evropske socialdemokratke, ki so se borile za temelje pravic žensk. Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost in predstavitve o podrejenem in neenakopravnem položaju žensk so bile neločljiva sestavina vsakdanje prakse in nastopil je čas, da se to spremeni. K temu jih je gnala življenjska situacija. Ženska je vedno bolj prevzemala delo moških, vendar nikoli na enakopravni ravni. Enakopravnost in enakost žensk in moških nam je danes velikokrat samoumevna. Kljub vsem naporom naših predhodnic in dejstvu, da je na področju pravic žensk in enakosti spolov bilo v zadnjih desetletjih storjenega veliko, boj za enakopravnost žensk še zdaleč ni končan. Še vedno se ženske po svetu vsakodnevno borimo proti diskriminaciji. Naj bo to pri iskanju zaposlitve, izobraževanju, plačilu za enako delo, sodelovanju v politiki ali pa zgolj pri delitvi dela doma. Torej, ženske si želimo enake plače, kot jih imajo moški. Zakaj bi imela direktorica nekega podjetja manjšo plačo, kot jo ima njen kolega direktor, če pri tem opravljate enako zahtevno delo? Pri tem ne bi le izenačili plače na nivoju direktorjev, izenačili bi jih tudi na nivoju med sabo primerljivih poklicev. Poleg tega si želimo tudi opravljati poklice, ki jih opravljajo moški, naprimer policijski in vojaški uslužbenci. Ženske smo podcenjeni pri svojih zmožnosti, zato je pri tem potrebno tudi ozaveščanje. Tako ozaveščanja bi torej izvedli predvsem v šolah, vendar samo to ni dovolj. Ozaveščanja bi izvedli tudi pri delodajalcih, ki so ključni pri zaposlitvi in s tem bi jim dokazali prednosti zaposlitve žensk. In tretji predlog je obvezno večje zastopstvo žensk v parlamentu in vladi, torej naj bi bilo 50%. Čeprav je delež žensk med poslanci Evropskega parlamenta okoli 35%, je povprečno zastopanost žensk v nacionalnih parlamentih v številnih državah bistveno nižja. Nizek je tudi odstotek ministric v vladah držav članic. Višje volilne kvote so bile uspešno uvedene že v nekaterih državah, v večini pa ne. Na tak način bi se lahko izražalo mnenje obeh spolov v enaki zasedbi. Le tako bi se pravice žensk na vseh področjih izenačile z že obstoječimi moškimi pravicami. Torej, hvala vam za vašo pozornost. Hvala tebi, Nejla, za tvoj oziroma vaš predlog. In še zadnja v tej skupini, ki bo predstavila svoj predlog, je Druga gimnazija Maribor, tako da lepo vabljeni k besedi. Pozdravljeni, sem Tic Gostak in Ana Košat. Moj predlog pa je sledeč. Vsak proces zaposlitve se začne z življenjepisom. Na podlagi le tega se že začne razlike, ki so odločilne za zaposlitev osebka, ali moškega ali ženskega. Ker spol ne bi smel biti eden izmed odločilnih razlogov za zaposlitev, predlagava, da se to prepreči že preden življenjepis pride do delodajalca. In sicer najin predlog je, da se na življenjepis ne rabi predložiti slike ter pa navesti spole in da se torej ime kandidata napiše le za začetnico. Ker se zavedava, da je ob življenjepisu potrebno priložiti tudi uradna dokazila, kot so na primer potrdila o šolanju, dosežkih, opravljenih izobraževanjih in tako dalje, na katerih bi zelo težko zakrili spol, predlagava naslednje. Legitimnost dokazil bi se preverjala strani strokovnega organa za prepreko prevar in zlorabe nelegitimnih dokazil. Malo po potrditvi strani tega organa bi se lahko nadaljeval proces zaposlitve. Delodajalec tako v roke dobi potrdilo o tem, da so izobrazba in dosežki, ki so navedeni v življenjepisu, bili preverjeni, obenem pa s tem dobimo možnost, da zakrijemo podatke o spolu kandidata. Tako bi se ohranila absolutna objektivnost pri zaposlitvi, omejena na razloge, ki so ključnega pomena za pozicijo, na primer kvalifikacije, izkušnje, dosežki, ter pa se zmanjšalo morebitno sistematično izločanje kandidatov glede na spol. Hvala. Hvala lepa obema in hvala za super enakopravno zastopstvo, ki ste si ga izbrala. Zdaj pa vabim gospod evropsko poslanko Ireno Joveva k komentarju.
Približno 5 minut imamo za skupen komentar vseh predlogov. Ja, se bom probala, ampak me skrbi, da ne bom zajela vsega, sam se bom res potrudila. Jaz moram najprej reči, da so ideje vse super. Jaz bi jih takoj vse podpisala in če bi bilo odvisno samo od mene, bi bilo to že vse sprejeto in zrihtano, ampak nažalost ni odvisno samo od mene. Tako da mogoče najprej par komentarjev konkretnejših glede enakega plačila za enako delo. Omenila sem že včerajšnje določene predloge oziroma predstavitve Evropske komisije. Včeraj je bil predstavljen predlog o preglednosti plačil in v bistvu cilj ravno tega predloga je zagotoviti, da bodo ženske in moški v Evropski uniji za enako delo prejeli enako plačilo. Ne gre pa za novo idejo, to je res, zato ker pač si EU prizadeva to izkoreniniti že od rimske pogodbe dalje. Še vedno se pa pogovarjamo o tem še danes, tako da tudi to veliko pove, ampak vendarle. Torej, predlagani so bili določeni ukrepi za preglednost plačil, bom samo na kratko jih naštela, samo toliko, da boste vedeli, zakaj se gre. To so informacije o plačilu za iskalce zaposlitve, pravica do seznanitve z ravnjo plačila delavcev, ki opravljajo enako delo, in poročanje o plačilni vrzeli med spoloma za velika podjetja, in s tem predlogom se tudi krepijo orodja, s katerimi lahko delavci uveljavljajo svoje pravice in olajšuje se tudi dostop do sodnega varstva. Poleg tega delodajalci kandidatov za neko delovno mesto ne bodo smeli spraševati glede njihovih plačil v prejšnjem delovnem razmerju. Prav tako bodo morali na zahtevo zaposlenih posredovati anonimizirane podatke v zvezi s plačili. Skratka, ta predlog bo delavke in delavce opolnomočil, da bodo uveljavljali to svojo pravico do enakega plačila in s tem bo seveda, upam, omogočil odpravo te spolne pristranskosti na področju plačil. Kar se tiče omenjenih kvot oziroma nevtralnih kvot, jaz moram reči, da sem jaz res velika podpornica tega. Precej bolj mi je to ljubo kot spolne kvote, ki jih sicer nažalost moramo imeti, vemo, zaradi vseh teh razlik, ampak če bi se mene vprašali, bi jaz uvedla nevtralne kvote. Absolutno, pač povsod seveda, kjer je to mogoče. Tako da ta predlog je, kar se mene tiče, super. Kar se tiče porodniških, je v bistvu glede tega trava v Sloveniji zagotovo najbolj zelena. Jaz bom povedala svoj primer, jaz sem trenutno pričakujem otroka, junija, in me vsi sprašujejo, ja, super, ful dobro, boš 1 let doma. Ne bom 1 leto doma, ker nimam po slovenski zakonodaji niti pravice do tega kot evropska poslanka, tako da niti ne vem, iskreno povedano, koliko časa bom doma. Po mojem, čez poletje in bo to. Se bom potem morala že praktično vrniti, vsaj delno, v pogon. Hočem reči, da je v Sloveniji to res super urejeno, je pa res, da marsikje drugje v državah članicah ni. Bi po mojem lahko bilo precej bolj solidarno, bom tako rekla, ker zelo veliko govorimo o solidarnosti, ki nam je pa marsikdaj tudi zmanjka, tudi na tem področju, po mojem. Skratka, mi smo res redka država, kjer imajo, jaz ne bom imela, ampak vendarle, kjer imajo ženske torej 1 leto oziroma 12 mesecev porodniške. Večina žensk pa nažalost še vedno ni zaščitena pri tem delu, v bistvu, kar zadeva porodniško, nobena država od leta 1994 ni skrajšala svoje dolžine, postopoma pa se je preusmerila na dopust, ki potem presega tisti 14-tedenski standard. Kar se tiče enakih možnosti pri iskanju zaposlitve, mogoče še to je v bistvu ideja, ki se vsekakor že res dolgo obravnava tudi v okviru parlamentarnega odbora za zaposlovanje v Evropskem parlamentu, in to bi omogočalo zagotovo pač odločanje zgolj na podlagi izkušenj, dela in rezultata in znanja, in ne spola ali pa česarkoli drugega videza, naprimer, kot takega. V času mojega mandata smo to zapisali v resoluciji, ki smo jo sprejeli konec januarja lani, in sicer o razliki med plačami moških in žensk smo tam komisijo pozvali, da naj uvede res konkretne ukrepe na podlagi svojih priporočil, že starejših iz leta 2014. To so jasna opredelitev meril za oceno vrednosti dela, spolno nevtralni sistemi vrednotenja in razvrščanje delovnih mest. Ampak pravna ureditev,
kot sem rekla, ni še zadosten mehanizem za zagotavljanje enakih možnosti pri zaposlovanju moških in žensk, je pa zagotovo korak naprej k doseganju enakosti med spoloma. Tako da ja, če mogoče zaključim, ne vem, če sem zajela vse, upam, da sem. Če sem kaj pozabila, lahko tudi pisno, ampak ne želim krasti časa še ostalim, ampak ideje so res super in dobrodošle tudi meni. No, tako. Super, hvala Irena za prvi komentar. In gremo na drugo skupino. Prva v naši drugi skupini bo Gimnazija Ilirska Bistrica, tako da lepo vabljeni k predstavitvi vašega predloga. Pozdravljeni, sem Ana Velenek in sem dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica. Enakost med ženskami in moškimi je pomembna sestavina vsake demokratične družbe, vendar opažam, da je neenakopravnost med spoloma dandanes še vedno prisotna. Vidno je predvsem na področju dela in politike, pa tudi na področju zasebnega družinskega življenja. Oba spola bi morala biti za enako delo enako plačana, kar lahko dosežemo tako z vzgojo in izobraževanjem v šoli, kot s pravno-formalnimi predpisi, predvsem pa s povečanim nadzorom nad spoštovanjem teh predpisov. Neenakost med spoloma je vidna tudi v zastopanosti moških in žensk na vodstvenih položajih v podjetjih, kjer prevladujejo moški. Bolj uravnoteženo zastopanost ob spolu bi lahko dosegli s spodbujanjem žensk, da zasedejo odgovornejše vodstvene položaje in s tem, da si prizadevamo za odpravo tradicionalnih spolnih vlog. K enakopravnosti na področju dela brez dvoma prispeva tudi javni vzgojno-izobraževalni sistem, ki ženskam, ki so tradicionalno skrbele za otroke, na osnovi pridobljene formalne izobrazbe omogoča enakopravnejši vstop na trg dela. V politiki je očitna večja politična moč moških, kar se kaže v tem, da moški dosegajo više pozicije in zasedajo pomembnejše politične funkcije. Če pogledamo politične funkcionarje Evropske unije, vidimo, da ženske niso zastopane v enaki meri. To pomeni, da v primeru, da je večina odločevalcev moških, ti odločajo o življenju vseh, tako moških kot žensk. Ena izmed rešitev je uveljavitev kvot v politiki, ki pa ni neproblematična. Meni je rešitev zopet v spodbujanju žensk k odločanju za politično kariero in ambicioznejšemu vstopu na politično področje. Tudi na področju zasebnega družinskega življenja si moramo prizadevati za asimetrično delitev dela in vlog v družinah. Menim, da se bo ta enakost vzpostavila oziroma da je pogojena z odpravljanjem neenakosti med spoloma na drugih področjih, na področju dela in politike. Na neenakost spolov pomembno spolni stereotipi, ki tradicionalno in poenostavljeno dojemajo ženske in moške ter njihove družbene vloge. Stereotipi se srečamo v družini, v vrtcu, šoli, službi, medijih, pri izbiri smeri izobraževanja in zaposlitve, pa tudi pri športu. Skratka, ne vnašamo in ne širimo spolnih stereotipov, spodbujamo ženske in moške k dejavnostim, ki jih veselijo, otroka od malega učimo enakopravnosti in drugih ključnih vrednot, sankcionirajmo seksistično rabo jezika in šal ter ozaveščamo o nasilju nad ženskami in enakosti med spoloma. Hvala za besedo. Hvala, Ana, tebi za super predlog. In gremo na naslednjo predstavitev. Tokrat so na vrsti dijaki Gimnazije Ormož. Izvolite. Pozdravljeni, sem Jakub in bom predstavil predloge dijakov Gimnazije Ormož na temo enakopravnost spolov v sklopu Če bi jaz odločal bi. Ti so, da bi že v osnovnih šolah v sklopu poklicne orientacije predstavili tipično moške oziroma ženske poklice nasprotnemu spolu, ter poudarili, da ni ne ženskih in ne moških poklicev, ter s tem zmanjšali razlike spoloma. Prav tako bi spodbujali povečanje proizvodnje nevtraliziranih igrač in oblačil, ker sedaj nekako velja, da so roza oblačila za punčke, modra pa za fantke. In jih tudi večina staršev tako oblači. Podobna je situacija pri igračah, ki so tipično punčkaste in tipično fantovske. To je dokaz, da otrokom že od samega začetka nezavedno narekujemo njihovo spolno vlogo. Uvedli bi izobraževanje o spolih in o spolni usmerjenosti, ter s tem poskušali zmanjšati diskriminacijo. Poudarili bi, da si lahko karkoli in da je to tvoje življenje, ki ga živiš sam.
Eden izmed naših predlogov je pripraviti ankete o spolu, spolnih vlogah in jih povprašati, na katerem območju se posamezniki počutijo ranljive in tako zmanjšati neprijetno počutje in oba spola postaviti na isto raven. Glede na to, da so ženske že iz predhodnih časov diskriminirane, menimo, da bi država morala v ustavi predpisati, koliko žensk in moških bi morali opravljati pomembnejše funkcije, vodstvene, politične. Pot do uspeha je za ženske težja, saj so vedno razdvojene med materinstvom in družino ter kariero. S tem bi mogoče veliko žensk nehalo oklevati in bi se odločile za kariero, saj bi tako vedele, da država to potrebuje. Že v vrtcih in šolah ter v krogu družine bi otroke učili in jim bili vzgled, da sta oba spola enakovredna in da ni ženskih in moških stvari. Tako bi otroci imeli možnosti sami odkriti, kaj je najboljše za njih ter v čem se počutijo resnično oni. In za konec, da strnemo, med spoloma seveda obstajajo razlike. Treba pa se zavedati, da ni pomembno, katerega spola si, ampak to, kakšna oseba si. Prav je, da imamo vsi enake možnosti uresničiti svoje potenciale in sanje. Hvala. Hvala, Jakob, za vašo predstavitev in za tudi super zaključek le-te. Še zadnja v našem drugem sklopu pa je Srednja gostinska in turistična šola Radovljica. Predlog so pripravili 3 dijaki, tako da vabljeni k predstavitvi. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Srednje gostinske in turistične šole. Danes vam bomo navedli nekaj dejstev o sami enakopravnosti spolov ter nekaj naših predlogov. Torej, živimo v času družbenih sprememb in družbenih konfliktov, kot so recimo rasla nestrpnost, domače nasilje in konec koncev tudi neenakopravnost spolov. Zdaj v današnji družbi ali pa recimo v 21. stoletju je pač samoumevno, da se deklice šolajo, da ženske hodijo v službe, prejemajo torej svoje dohodke, imajo svojo lastnino, v preteklosti pa temu še zdaleč ni bilo tako. Pa da ne bomo zdaj tukaj zapostavljali moške, tudi moški so zelo velikrat, torej ne smemo jih zanemariti, ker zelo velikrat nikak ne smejo sodelovati pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah, premajhno vlogo imajo torej pri sami vzgoji otrok, ne na njihovo željo, ampak ker jim dejansko ženske ne pustimo blizu. Zdaj, potrebne bodo spremembe področjih so torej spolni stereotipi. To je posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter njihovih družbenih vlog. Kaj pa lahko storimo, da bomo situacijo izboljšali? Lahko smo torej pozorni, da spolnih stereotipov ne vnašamo v svoje delo. Preko učnih gradiv in vsebin šolskih predmetov otroci spoznavajo tudi družbene vloge, pričakovanja, norme, vrednote. To se lahko opaži samo recimo v nekem čist takem življenjskem primeru, recimo v knjigi za otroke. Od tega, kako so torej prikazani moški, kako so prikazani ženski liki, odnosi med njimi, katere lastnosti so pripisane ženskam, katere moškim, katere dejavnosti upravljajo ženske in katere moški, različni sta tudi vidnost in obravnava enih in drugih. Mnogo lahko naredimo tudi za spodbujanjem deklic in dečkov k izboru dejavnosti, ki jih resnično veselijo in jih zanimajo, ne glede na to, da naprimer tradicionalno njihov spol v njih ni zastopan. S tem, da se z otroki pogovarjamo o stereotipih, v pravljicah, risankah in knjigah in tako dalje. Pomembno je tudi, da že otroke ozaveščamo o dogajanjih širše v svetu, tudi o položaju deklic in fantov ter žensk in moških. To je z moje strani vse. Najlepša hvala. Klara, najlepša hvala za predstavitev vašega predloga. In Irena, spet vas prosim za en komentar na podane predloge. Okay. Znači, to je bil v bistvu še en krog spet odličnih predlogov in odličnih idej. Ostali ne mi zamerite, ampak jaz moram reči, da sem posebej vesela sem, da ste tukaj vsi, ampak še posebej sem vesela, da je tukaj Radovljica. Jaz sem hodila v srednjo šolo v Radovljico, sicer ne gostinsko in turistično, ampak smo bili skoraj da ne sosedi na ekonomsko gimnazijo. Tako da me zelo veseli, da so tudi moji, bom tako rekla, v narekovajih tukaj. Zdaj pa, če grem na sklop. Najprej bom povedala pač bolj konkretno, s čim se ukvarjamo trenutno na evropski ravni v zvezi s tem, predvsem stereotipih, se mi zdi, da ste tega največ izpostavljali, tokrat pa seveda vlogo izobraževanja in vzgoje. Potem bom šla pa na čist moje
osebno mnenje še na kratko. Skratka, ja, jaz se strinjam, da je ozaveščanje mladih ključ pri vsem tem. Predvsem to podiranje stereotipov, o katerih sem že čisto na začetku govorila in o teh igranih vlogah, v katere nas postavljajo. S tem se popolnoma strinjam. Je pa res, da ta stereotipizacija večini nudi nek občutek varnosti, na žalost, in so se pač tem nekateri stežka potem pripravljeni odreči, če so bili pač s tem vzgojeni in so s tem odraščali. Je pa res tudi, da to osveščanje in izobraževanje ni samo del, ki bi ga pričakovali v šoli, ampak ga pričakujemo tudi pri starših samih. Torej, absolutnega izhoda iz vsega tega skupaj ne bomo mogli doseči, dokler ne dobimo generacije ali generacij, ki tega ne bodo več dojemali na tak način, kot se zdaj dojema, torej kot ženske in kot moške poklice. In to je tisto, kar si tudi v Uniji želimo doseči. Ker pa na starše seveda težko vplivamo tako neposredno, je komisija že v bistvu v preteklih letih pozivala k večji pozornosti te tematike v samem toku izobraževalnega procesa in je bilo tudi na to tematiko v parlamentu, to moram povedati, sprejetih več resolucij in več priporočil. Recimo organizacija različnih kariernih dnevov, kjer bi se potem podirale ovire in da bi se zagotavljalo, da se recimo deklice tudi odločajo za, poklice v strojništvu, naprimer, zakaj pa ne, ali pa IT in podobne stvari. Zadnjo resolucijo v zvezi s tem smo sprejeli približno en mesec nazaj, in sicer se ji reče spodbujanje udeležbe žensk v digitalnem gospodarstvu in predlaganje ukrepov za odpravo digitalne razlike med spoloma in spodbujanje deklet k študiju znanosti, tehnologije, inženirske matematike in predmetov IKT, zato ker je samo 9% razvijalcev oziroma razvijalk v Evropi žensk, med višjim vodstvom v tem sektorju, se pravi IKT, pa komunikacijski sektor, jih je pa samo 19%, v primerjavi z drugimi storitvenimi sektorji, kjer jih je pa 45%. In tudi delež žensk med podjetniki znaša samo 19% v teh sektorjih, tako da to je res zelo malo. Ampak tako kot sem rekla zdaj, meni se zdi, da je to pa res moje, čisto osebno, meni se zdi ključno razumeti, da se spoli prepletajo, ne pa ločujejo ali pa razlikujejo. To je neka stvar, ki jo bomo morali razumeti vsi, in pač nehati ločevati poklice na ženske in na moške. Konec koncev je to mogoče malo krivda tudi, ne bom rekla samo, ampak tudi nismo še omenili na medijih, zato ker velikokrat tudi v naslovih zasledimo, naprimer, direktorice so samo direktorice, direktorji so pa zapisani z imenom in priimkom. To sem jaz sama večkrat zasledila. In tako kot sem rekla, začne se seveda pri vzgoji, smo zaznamovani že v otroštvu, to je bilo povedano, jaz se s tem popolnoma strinjam. Punčke so roza, fantki so modri, to mene zelo moti. Pa avtomobili so za fantke, barbike so za punčke, to je tudi ena taka tipična. Ampak šele, ko bomo vsi razumeli, da seveda nismo enaki, smo pa enakopravni, oziroma moramo biti enakopravni, šele takrat bo narejen zadosten napredek, ampak če sem čist realna, mislim, da bo še kar nekaj generacij potrebnih za to. Irena, hvala za komentar. In morda se na katerega od teh komentarjev navezujejo tudi predlogi dijakov v naši zadnji skupini, tako da k besedi vabim dijake Gimnazije Šiška, da predstavijo svoj predlog. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Naši predlogi za vzpodbujanje idej o enakosti spolov so naslednji. Ker je za duh enakopravnosti med spoloma pomembna že primarna socializacija, predlagamo vključevanje teme o enakosti spolov že v starševske šole oziroma tečaje za starše, ki jih obiskujejo pred rojstvom otrok. S tem bi dosegli bolj liberalno vzgojo otrok in jim omogočili preseganje okvirov tradicionalne delitve vlog med spoloma. Predlagamo tudi raziskave, ki bi bile izvedene na ravni EU o vplivu medijev, zlasti oglaševalcev, na spodbujanje ali zaviranje zavedanja o enakosti med spoloma. Naprimer spolov pri oglaševanju gospodinjskih strojev, čistil, fizičnih del na vrtu, pri kuhanju in pa tako dalje. Raziskave bi bile javno objavljene in vključene v javne razprave o njihovem družbenem vplivu, ki je povezan s tematiko enakopravnosti med spoloma. Mislimo, da bi k enakosti med spoloma pripomoglo tudi več porodniškega dopusta za moške, saj bi s tem razbremenili ženske.
Enakosti med spoloma bi bilo potrebno zbujati tudi v športu, zato predlagamo, da se pri oglaševanju več oglaševalnega prostora nameni ženskim športom in športnicam, da na lokalnih in mednarodnih tekmovanjih lahko sodijo ženske, na moških tekmah in obratno, poudarjanje enakopravnosti med spoloma in enake možnosti za oba spola pri vključevanju v športe, ki so tradicionalni moški ali ženski, spodbujanje žensk za poklic športne novinarke, komentatorke in spodbujanje nastopov ženskih strokovnjakinj v športnih oddajah. Hvala. Hvala, Benjamin, za vaš predlog. Veliko idej ste vključili in omenjali ste šport in ukrepe na področju športa omenja tudi naša naslednja šola in to je Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor. Tako da lepo vabljeni k predstavitvi. Torej, lepo pozdrav vsem prisotnim, še posebej pa prisrčen pozdrav današnji gosti EU poslanki Ireni Joveva. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je meseca decembra gostila EU poslanko Ireno Joveva in že takrat smo izkoristili priložnost in z gostjo razpravljali o enakosti oziroma neenakosti med spoloma. Pred kratkim smo lahko prisluhnili intervjuju z dr. Tanjo Rener, zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani in nacionalno koordinatorico za študije spolov pri Svetu Evrope. Iz njenih ugotovitev smo med drugim lahko razbrali, da se žal vprašanja enakosti spolov odprejo okoli 8. marca in žal tudi kmalu po tem datumu zaprejo. Sem Iva Kocjan, obiskujem 2. letnik, treniram nogomet in v tem šolskem letu sem naredila seminarsko nalogo, v sklopu katere sem med drugim ugotavljala, da se ženske težje uveljavijo v tako imenovanih moških športih. Tudi v sedanjih časih je tukaj izpostavljena diskriminacija. Mnoge raziskave so pokazale, da se o športnicah in ženskih športnih dogodkov bistveno manj poroča kot o moških. Dosežki so obravnavani drugače, kot je značilno za moške. Pri poročanju o ženskih športnih dosežkih prevladujejo določeni stereotipi, ki poudarjajo predvsem zunanjost in telesno atraktivnost, namesto da bi komentarji vsebovali njihove športne dosežke in sposobnosti. Ko se mladi postavimo na mesto odločevalca, pridemo do naslednjih predlogov. Ne bi ločevali igrati za dečke in deklice, imeli bi več nogometnih sodnic, izenačili zastopanost žensk in moških v Akademiji znanosti in umetnosti in pa bi priporočili ogled dokumentarnega francoskega filma Ženska ženske, ki bo na sporedu v nedeljo. Hvala za vašo pozornost. Iva, hvala lepa za predstavitev predlogov in tudi za priporočilo filma. Če dobro, evo, da je pred nami vikend in bomo imeli čas si ga ogledati. Kot zadnja, pa zato nič manj pomembna, pa gimnazija Ravne na Koroškem. Prosim, predstavite vaše predloge. Lep pozdrav, moje ime je Maša Popič, sem dijakinja gimnazije Ravne na Koroškem. Najprej bi se zahvalila za to priložnost. Zmanjšanje neenakosti je nedvomno pomembno, saj krepi gospodarstvo in gradi stabilne, odporne družbe, ki omogočajo vsem posameznikom, da izkoristijo svoj celoten potencial. Ženske še danes nosijo večjo težo skrbi za otroke in skrbi za dom. Po vsej Evropski uniji zaposlene ženske opravijo 90 minut dela na dan več kot zaposleni moški za skrb doma. Če bi delo enakovredno razdelili med ženskami in moškimi, nas to pripelje do višje stopnje zaposlenosti žensk, kot tudi manjše razlike v zaslužkih med spoloma. Ženske, ki imajo poklicno kariero, pridejo domov k drugi izmeni neplačanega dela, ki vključuje večino gospodinjskega dela doma. Mnoge so sposobne najti načine, kako upravljati s toliko vsakodnevnimi obveznostmi, a to ne pomeni, da je tako prav. Ko pa pride do nepričakovanih življenjskih dogodkov, bolni otroci, okvara doma, ki potrebuje serviserja, preveč dela postane brez možnosti, da zadovoljijo konkurenčne potrebe delodajalca. In brez javnih politik, ki odražajo razdelitev dela med spoloma, bodo ženske še naprej operirale v slabšem položaju delovne sile. Dajanje prednosti službenemu delu pred vsemi drugimi oblikami dela ne samo koristi moškim in spodbuja neenako sedanjem sistemu, temveč negativno vpliva tudi na otroke, ki potrebujejo pozornost staršev. Družine z zaposlenima staršema potrebujejo večji nadzor nad tem, kako razdelijo svoj čas, ne da jih pri tem omejuje še delovno mesto. Predlog za obravnavo enakopravnejših vlog doma je starševski dopust, ki se deli na 2 dela za oba starša in le ti dnevi niso prenosljivi. Tako oba partnerja enak čas delata v službi in enak čas preživita doma. To da priložnost tudi očetom, ki jim je družba narekovala, da so tisti, ki morajo preskrbovati družino s finančno podporo, možnost, da se to breme pravičnejše razdeli. Neenaka delitev oskrbe omejuje možnost za zaposlitev žensk. Eden od možnosti za obravnavo dela je uporaba storitev za varstvo otrok in storitev strokovnih oseb.
Predpostavka, da je skrb še vedno žensko delo, tudi kadar je plačano, prispeva tudi k podcenjenosti vrtcev in varušk. Potrebujemo torej ne samo pravičnejšo delitev oskrbe na ravni posameznih gospodinjstev, tako da delitev skrbnih nalog med ženskami in moškimi postane običajna, pač pa tudi kakovostne in cenovno dostopne storitve za varstvo otrok, za storitev strokovne osebe, ki lahko pomaga rešiti neko potrebo. Torej povečati državno financiranje visoko kakovostnih možnosti dnevnega varstva, da bojo lahko starši, zlasti matere, lahko delali zunaj doma, če tako želijo, brez strahu, da bodo ogrožene njihove finance ali dobra volja otrok. Da se neenakost med spoloma še naprej zmanjšuje, pa je pomembno opozarjati na status quo in trenutno neenakost med spoloma v družbi, zaposlitvi, delovnem mestu, izobrazbi in druge, ter nacionalno zavest tudi vnes posilstva, spolno nasilje in nadlegovanje, ki lahko poteče tudi v družini. Se razlike med spoloma zmanjšajo, se bo zmanjšalo tudi spolno nadlegovanje, ker se neenakost spolov kaže tudi v nasilju nad ženskami. Do vsega tega pripeljejo kulturni miti, stereotipi, gospodarska in družbena neenakost, ta problem pa presega več kot le nekaj moških. Narediti moramo bolj obsežne spremembe, kot so spreminjanje prepričanj ljudi in si prizadevati, da imajo ženske glas. Poleg teh temeljnih sprememb bi uvedli tudi dodatne in bolje financirane centre za pomoč žrtvam spolnega nasilja, ki bi ustvarili varne situacije za izpoved žrtev. V tem pogovoru pa ne smemo pozabiti tudi na neenakosti, s katerimi se soočamo na delovnem mestu. Odpraviti bi morali vprašanje, kakšno mislite, da bi morala biti vaša plača, saj ženske v večini zahtevajo manj kot moški in ga nadomestili s transparentnim razponom plač in prositi, da se intervjuvanje uvrsti v okvir. Pri izbiri kandidatov je možna uporaba anonimnih življenjepisov in uporaba procesa slepega ocenjevanja. V šolskih letih moramo učiti tako dekleta kot fante, da si prizadevajo za ambiciozno kariero, zahtevajo enakopravno plačilo in se naučijo pogajati. Spodbujati moramo dekleta, da si predstavljajo sebe kot snažilke kruha v prihodnosti, spodbujati moramo, da si dekleta želijo postati na primer vodovodarke, ko odrastejo, in fanti frizerji. Vedno moramo podpirati izbiro delovnih mest, ne glede na spol. Podjetja bi morala jasno navesti, da želijo zaposlovati, podpirati ženske, imeti morajo jasne korake, opremljiv napredek, ki ga želijo doseči glede odprave razlik med spoloma na delovnem mestu. Potrebna je jasna, nepristranska politika diskriminacije, ki zaposlenim zagotavlja varen način poročanja in resne kazni. Redno je treba spremljati plače in napredovanja, da zagotovimo enakopravno obravnavo. Pomembna pa je tudi prilagodljivost na usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja oziroma fleksibilnost službi. Podjetja bi si morala prizadevati za 50-50 razdelitev spolov, del tega tudi praktična podpora kot organizirano varstvo otrok. Starševska skrb za otroke ne bi smela pomeniti grožnje poklicne karieri, raje ocenjujemo zaposlene po izvajanju dela in njihovih dosežkih, ne pa času preživetem v pisarni. Ne koristi samo mamam, temveč tudi očetom, ljudem, ki skrbijo za ostarele starše in vsem nasploh. Odstranimo stigmatizacijo starševskega dopusta. V Veliki Britaniji si lahko starša po rojstvu delita do 50 tednov dopusta in 37 tednov plačila. Ogromno držav, na primer skandinavska, omogoča odlične možnosti za očete, da ostanejo doma z otrokom po rojstvu. Veliko ljudi to pripisuje število žensk, ki jih imajo v vladi. Za konec pa bi povedala še, da enakopravnost po zakonu ne omeji diskriminacije v družbi oziroma kulturi. Enako se je treba spodbujati z načrti delovanja, pozitivnimi ukrepi, integriranjem. Skupen cilj je dejanska enakost, ki spodbuja pravico posameznikov do drugačnosti in hkrati dodeljuje enakopravne pravice. Hvala. Najlepša hvala, Maša, za ta celovit predlog in tudi za super misel na koncu. Irena, še zadnji komentar naših 3 predlogov. Ne boste verjeli, ampak tudi ta tretji sklop je isto super, tako kot prva 2. Res me zelo veseli, da se ukvarjate in ukvarjamo s to tematiko. Zdaj bom probala res na kratko, kar se tiče oglaševanja in vpliva oglaševanja oziroma vpliva medijev. O tem takrat mene še ni bilo v politiki, so znotraj parlamenta govorili že leta 2008 in sicer z resolucijo o vplivu tega trženja in oglaševanja na enakost oziroma neenakost med ženskami in moškimi, in od takrat se v bistvu niti ni toliko veliko spremenilo. Že takrat so poslanci pozivali države članice, komisijo, da naj pač povsod po Evropski uniji oblikujejo neke akcijske programe osveščanja proti seksističnim napadom in seveda tudi proti ponižujočemu prikazovanju žensk in moških v tem trženju in oglaševanju, zato ker je to edino, kar pripomore, ker to pripomore k vzdrževanju stereotipov, namesto da jih podira. Ne? Ker, kot sem že prej čisto na kratko omenila, mediji so tisti, ki proizvajajo nažalost in ponavljajo tudi določene stereotipe, zaradi
lažje prodajeno. In vsi vemo, da so stereotipi najbolj enostavni za razumeti, ne, če gledamo širšo publiko. Kar se tiče športa, mogoče samo dodam, da bom jaz te predloge prenesla ne samo Evropskemu parlamentu, kolegicam in kolegam, ampak tudi partnerju, zato ker je on športni producent na eni od televizij. Mislim, da bi znalo biti zanimivo tudi za njega, no, tako bom rekla, oziroma za njih, vsaj na tisti televiziji, upam, se bom potrudila. Kar se tiče torej spodbujanja enakosti na tem področju, mislim, ena največjih vrlin športa naj bi bila, da ne diskriminira. Ne? Ampak če to načeloma velja na teh tekmovanjih oziroma tekmah nekako, recimo, da obvelja, je potem na institucionalni ravni ta podoba nekako bistveno bolj klavrna, no? Zato ker vodilne in s tem tudi najpomembnejše položaje v športu po večini zasedajo moški, ženske pa navadno najprej zasedajo tista mesta, za katere je zanimanje moških manjše. Ne? In raziskave res dejansko kažejo, da moški drugače zaznavajo situacijo žensk v športu kot ženske same. To je bilo omenjeno, mislim, da predzadnji ideji oziroma predlogu, ker moški verjamejo, da so ženske slabše zastopane na vodilnih položajih v športu, zato ker si same tega ne želijo, kar seveda ni res, oziroma to je čisto posploševanje. V različnih dokumentih se uporablja izraz stekleni strop. Najbrž ste že slišali zanj. To v bistvu pomeni, to je neka nevidna ovira, ki ohranja ženske zunaj vodilnih položajev, ne glede na to, koliko so kvalificirane in koliko so sposobne in koliko so dosegli v življenju. Ne, pač ta stekleni strop obstaja tudi v športu, ne samo v športu, na vseh področjih. Ne gre spregledati, da nismo dosegli cilja, ker cilj je bil, da bi najmanj do konca leta 2020 imeli najmanj 40% žensk v izvršnih odborih in komisijah nacionalnih športnih teles in 30% v mednarodnih športnih organizacijah v Evropi. Do tja nismo prišli in tukaj se spet vračamo k polemiki, ki je prisotna bila že pred mnogimi leti in še vedno, in smo pač v tem začaranem krogu in vprašanju enakopravnega odnosa. Mogoče toliko, pa bom pol še v zaključku povedala par stvari. Irena, hvala lepa. In tudi super 2 točnici še za en moj komentar in zahvalo. In to je prva, je zahvala dijakom, ki tedensko pripravljajo res super predloge. Vsak teden smo vsaj v naši ekipi navdušeni, da se dijaki in dijakinje ukvarjajo s temi vprašanji, s temi temami, da zelo resno razmišljajo, pripravljajo zelo resne predloge, si pogledajo, kaj se že dogaja, kaj že obstaja. Tako da bi se tudi jaz zahvalila dijakom in izpostavila, da res vsak teden pripravite super predloge. Zelo vesela pa sem tudi, kar se nanaša na moj drugi komentar, da ste povedala, da predlogi že gredo naprej, da bojo že, se pravi, da dejansko naletijo na plodna tla, da niso pripravljeni kar tako. Mi vsak teden pošljemo vse predloge, ki jih prejmemo potem našim sogovornikom, tako da tudi vam bomo potem po našem tem pogovoru poslali vse predloge dijakov, ki smo jih prejeli. Mislim, da nam je tudi tokrat več kot 25 šol poslalo svoje predloge in ker jih ne morejo vsi predstaviti, potem vse skupaj pošljemo v enem mailu v ogled in tudi morebiten komentar, če bi imeli čas, koga boste imeli. Notri so tudi navedeni potem kontakti mentorjev, tako da če imate kak komentar, odziv, jim lahko tudi potem to napišete nazaj. Definitivno pa, tako kot rečeno že na začetku, predstavljajo predlogi dijakov in dijakinj nekak premisleke in priporočila slovenske mladine o tematiki. Smo res zbrani iz toliko šol, iz toliko krajev in iz takih različnih okoliščin, da mislim, da je to en super presek razmišljanja mladih na področju enakosti spolov. Tako da še enkrat hvala in vam, evropska poslanka, in vam, dijaki, dijakinje, pa tudi seveda mentori in mentorice, ki tedensko motivirate in spodbujate dijake, da sodelujejo v razpravah. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, naj prosim to zapiše v chat. Lahko samo, da ima vprašanje, lahko pa tudi vprašanje. Toliko, da vem, in ne mi pobegniti pred zaključkom, ker imam še 2 pomembni obvestili, eno glede prihodnjega tedna in eno glede razprave, tako da ne mi prosim pobegniti.
A ima kdo kakšno vprašanje? Morda komentar? Če ne, bom jaz eno vprašanje zastavila, pa se vam mogoče vmes utrne. Irena, prej vmes ste nam povedali veselo novico in res iskrene čestitke zanjo. Sem vesela, da se nam nekako pridruži, se pravi, novo malo bitje. In eno vprašanje imamo, v bistvu, kako je urejeno na tej evropski ravni nadomeščanje evropskih poslancev oziroma poslank v času porodniške odsotnosti? Ni nadomeščanja v tem smislu, tudi ni možna, ne vem, zamrznitev mandata. Edino, kar bi bila opcija, je, da jaz predam mandat nekomu drugemu in potem nisem več evropska poslanka. Skratka, to v Evropskem parlamentu ni mogoče, je pa res tudi, da pač, tako kot sem rekla, ni enoletne porodniške, ne. Ampak je, ne vem zdaj točno, ker iskreno sploh se še nisem pozanimala, ker imamo opcijo dela od doma in mi ni bilo treba se pozanimati. Vem, da nekaj mesecev je in da lahko jaz, da bom sporočila predsedniku Evropskega parlamenta, da me takrat in takrat toliko časa ne bo zaradi porodniške, ampak mislim, da je nekje med 3 do mogoče 5 mesecev. Mogoče me lahko nekdo popravi iz Evropske hiše, nisem 100%, ampak ja, nadomeščanja kot takega pa ni. Tako da takrat, ko mene ne bo, glede na to, da imamo delo od doma, mogoče niti to ne bo potrebno. Mogoče se bo dal, da bomo vsaj na plenarnih zasedanjih lahko glasovala, ne vem. Ampak ja, o tem potem, tako bom rekla. Tako, ko bo čas. Definitivno je to, mislim, da seveda ni prva skrb, ampak lahko pa predstavlja tudi ene vrste pritisk, če ni zadeva urejena in potem seveda človek ne želi spustiti kakega pomembnega glasovanja in zraven še drugo dela. Tako da, ja, to me je zanimalo, oziroma nas je zanimalo, zadnjič se sodelavko Majo o tem pogovarjali, kako to poteka, glede na to, da za Slovenijo poznamo, nekako za evropsko raven še ne. Tako da hvala za odgovor, pa tudi za delitev te lepe novice z nami. Vprašanja, vidim, da še nobenega ni v pogovoru, tako da mogoče Irena še zadnji komentar, preden se potem zahvalimo in poslovimo. Jaz bom zelo kratka, ker se mi zdi, da sem že dosti pametovala, oziroma da ste, upam, da tudi kaj odnesli. Od tega mene res, kot še enkrat bom ponovila, ker moram, ker se mi zdi pomembno, res me zelo veseli, da smo se pogovarjali danes o tej tematiki in me veseli tudi, da se zanimate za to problematiko enakosti oziroma neenakopravnosti spolov, da imate tudi zelo ustvarjalne, zelo dobre predloge. Jaz sem rekla, ne bom jih samo partnerju prenesla, ampak tudi v Evropski parlament, kakšnega zagotovo, res tega jaz nikoli ne obljubljam tako malo prazno, sem tudi, da veste, zato tudi ne obljubljam veliko, ampak takrat, kar rečem, pa ponavadi to naredim. Tako da jaz vam ne bom zdaj v zaključku nekih podatkov takšnih in drugačnih nalagala, ker je že 1 ura tako mim. Mogoče bi vam rada samo položila na srce nekaj o prihajajočem 8. marcu. Pa ne me narobe razumeti, zato ker s tem praznikom ni nič narobe in je super, da obstaja, ampak vam samo želim položiti na srce, da ne biti ljudje, ki se na ženske spomnijo samo na 8. marc. Zato ker če boste imeli potrebo, bom rekla, ravno oziroma samo na ta dan, se pravi samo 8. marca, ne vem, trepljati in tolažiti nežne dušice, kako kljub temu smo ženske in kljub temu ogromno tega zmoremo, potem pač s takim načinom je zgrešen tako praznik kot stoletje. Predvsem pa bistvo vsega tega, o čemer smo se pogovarjali. Tako da sam to sem vam hotela malo tako svetovati in še enkrat ponovim, da ne štejejo rezultati in delo, ne pa to, kako kdo zgleda ali pa katerega spola je. Najlepša hvala, Irena, za lepe besede in lepo misel za zaključek. Hvala tudi z moje strani, da ste bila prisotna, da ste se vzela čas za nas, poslušala predloge dijakov in da boste tudi pogledali tisto, kar še pošljemo zdaj po razpravi. Super je bilo in hvala tudi vam, res dijakinje in dijaki in mentorice in mentori za tole sodelovanje. Obljubljena pomembna obvestila. Vidim, da je Timotej napisal eno vprašanje v komentar, ampak vmes pa jaz zastavim naša obljubljena obvestila.
Veste, da je za prihodnji petek napovedana razprava z evropskim poslancem Milanom Brglezom na temo varstva manjšin. Prihodnji teden razprava v petek razprave ne bo in se prestavlja na ponedeljek 15.3. Evropski poslanec ima neodložljive obveznosti v petek in je zaprosil za prestavitev razprave na ponedeljek. Enaka ura 14.30, samo drug datum, v igri so enaka pravila, do srede pošljete predloge, mi jih potem v četrtek pošljemo evropskemu poslancu, samo dan razprave se dejansko spremeni, vse ostalo ostane enako. Obvestilo boste prejeli tudi na mail, ampak sem želela izkoristiti tole priliko, ko smo tukaj, da to poudarim, da se ne bi ta informacija izgubila v kopici ostalih. Tako da prihodnji teden razprave ni 12.3. in je premaknjena na ponedeljek 15.3. Ostalo ostaja enako. Drugo obvestilo pa je pa pravzaprav super novica, ki ste jo že prejeli na mail, in to je, da nam je uspelo organizirati tudi tak format razprave z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. Zelo smo veseli, da lahko tudi njega povabimo v tale naš forum razprav, da se spoznate tudi z njim, da lahko tudi z njim odpremo nekatere teme. Razprava bo potekala 16. aprila, informacijo ste že prejeli na mail. Razprava bo prav tako ob 14.30, potekala bo po praktično enakih principih kot te do sedaj, z izjemo, da bodo takrat 4 teme. Tako kot ste prejeli na mail, se pravi okolje in okrevanje po pandemiji, ki sta eni izmed tem, ki smo jih že obravnavali, in 2 novi, migracije in pa poklici prihodnosti in digitalizacija. Tako da prijavite se nam do srede 10.3., če bi želeli sodelovati v tisti razpravi, potem prejmete dodatna navodila, potem šele nam oddate predloge, mislim, da je rok nekje začetek aprila, in bomo zbrali izmed vaših predlogov po 3 na temo, ki bodo predstavljeni na diskusiji, ki jih boste predstavljali tako kot danes evropski poslanki, takrat evropskemu komisarju, ostale pa mu bomo poslali. Torej, koncept je enak. Prijave do 10.3. upam, da se tudi takrat vidimo v čim večjem številu in izkoristimo to priložnost, da imamo možnost klepetati tudi z evropskim komisarjem. Tako da, to je z moje strani vse. Gospa Irena, mogoče kratek odgovor na Timotejevo vprašanje. Jaz ne bi rada odgovarjala v enem stavku ali pa 2, ampak meni se res že mudi. Jaz bi prosila, če mi lahko to vprašanje sam pošljete zraven še tistega, kar mi boste poslali, in bom odgovorila. Res bom odgovorila, ampak v tem trenutku se mi mička mudi, ne bi rada na pol odgovarjala, sam za to. Zmenjeno. Res je tudi, da zamujamo, tako da opravičilo vsem, ki ste mogli malo potegniti to obveznost. Najlepša hvala, da ste bili tukaj, hvala za razpravo, za super predloge, hvala vsem za udeležbo in lep vikend. Adijo. Hvala vsem. Adijo. Adijo. Srečno. Srečno.